Danes je na Vidovem bregu zelo pestro in vesela sem, da je preko znanstveno-inovacijskega središča v sodelovanju s številnimi partnerji stekla prva mednarodna poletna šola na temo kakovosti in uporabe rastlinskega materiala, predvsem s poudarkom na zeliščih. Kar se meni zdi zelo pomembno je, da se pogovarjamo o kakovosti v celotni verigi in sicer od pridelave sadilnega materiala, torej od semena, pa vse do predelave in končnega izdelka. To je en lep primer, ko se v bistvu znanje, ki ga imamo v Sloveniji, prenaša v prakso, v kmetijstvo in v gospodarstvo. Na letošnji prvi mednarodni poletni šoli na Vidovem bregu je Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije eden od soorganizatorjev in v sklopu tega podajamo tudi različna znanja, med drugim o genski banki zdravilnih in aromatičnih rastlin, njenem pomenu in pomembnosti, potem o javni službi v vrtnarstvu oziroma strokovnih nalog na področju zelišč. Skozi to mednarodno poletno šolo bojo udeleženci spoznali cel proces od semena pa do trženja in to je bistvo, da znamo tudi take visoko kvalitetne izdelke prodati po višji oziroma po zasluženi ceni. Destilacija zelišč je eden od postopkov, ko predelamo zelišča v hidrolate in eterična olja. In v tem procesu je pomembna rastlina, je pomembna voda, je pomemben destilator, destiler in pa na koncu, kako ravnamo z izdelki. Tako da moja naloga v tej poletni šoli je, da udeležence čim bolj seznanim in naučim o tem procesu. Na današnji poletni šoli sem v svojem predavanju izpostavila pomen zakonodaje, pomen vodenja dokumentacije. Pogovarjali smo se nekako o problematiki zagotavljanja kakovosti vseh vhodnih materialov in kaj to pomeni za končni izdelek, ki ga izdelamo, ki ga potem damo na tržišče. Poletna šola je zelo dober, pozitiven in mislim, da je pomemben dejavnik, da lahko kakovost naših izdelkov, kakovost naših storitev boljše razumemo in to tudi prenesemo v naše izdelke. Pri nas smo nekako začutili potrebo skupaj s Tatjano, da spravimo zeliščarstvo na neko višjo raven, da povežemo celo Slovenijo, vzpostavimo sistem prenosa znanja. Razmišljamo, da bi mi pokrivali področje pridelave in mogoče še nekaj predelave, Tatjana bi pa od tam dalje. Mislim, da je to en dober model, ki bi lahko poskrbel, da na eni strani za zeliščarstvo na večjih hektarjih, recimo tle v Prekmurju, po drugi strani pa tudi na OMD-jih kot dopolnilna dejavnost, da bomo ohranjali poseljenost tudi malo bolj odročnih področjih. Rastline in rastlinski izvlečki so osnova tudi za kakovostne kozmetične izdelke, tako za konvencionalno kozmetiko, kot tudi za naravno kozmetiko. Naravna kozmetika iz tega vidika pravzaprav še bolj, bom rekla, na udaru, zato ker temelji na sestavinah rastlinskega izvora. In poznavanje pravzaprav celotne poti od ideje pridelave zelišč pa potem do formuliranja kozmetičnega izdelka je zelo pomembno, da na koncu dobimo kakovosten kozmetični izdelek, ki mu lahko ljudje zaupajo. Tako da mislim, da takšni dogodki so izjemno pomembni, kjer predvsem manjši pridelovalci, izdelovalci kozmetične izdelke so ena tržna niša, ki je v porastu, hkrati pa pravzaprav opažamo, da jim pa določenih segmentov znanja primanjkuje, tako da zelo pozdravljamo, da se taki dogodki odvijajo in tudi na takem nivoju. V svojem predavanju bom povzela vse, kar so tukaj udeleženci že prej spoznavali, s tem, da se bomo osredotočila na eterična olja, ki so tak produkt zelo koncentriran, ki zahteva ne le dober rastlinski material, o čemer so se pogovarjali udeleženci že v bistvu včerajšnjem dnevu, ampak potem tudi dobre proizvodne prakse in pa predvsem kakovost in pa varnost, kar je
tesno povezano. Se mi pa zdi, da je dobro, da se taka srečanja organizirajo, da se povezujejo med seboj različni profili, zato ker si lahko res veliko en drugemu dajemo. Na tem dogodku sem predstavila delovanje Slovenskega inovacijskega stičišča in povezovalno vlogo SRIP-a Zdravje medicina. Vsi smo se strinjali, da je najpomembnejše pri povezovanju zaupanje, visoka strokovnost in pa medsebojno spoštovanje. Na delavnici se je pokazalo, da je v Sloveniji ogromno znanja, posebno na nišnih področjih, da pa smo slabše med seboj povezani in vse udeleženke so se na koncu strinjale, da bi morali imeti taka srečanja večkrat, vsaj 2-krat na leto in vse so pripravljene sodelovati. Projekt je zelo dobro nastavljen, zelo strokovno in tudi seveda ogromno mreženja, veliko znanja, poznanstev, tako da sem zelo vesela, da sem se udeležila, veliko naučila in upam, da bomo imeli možnost še nadaljevati kakšne take projekte in se kaj naučiti. Na ZIS Pomurje smo letos uvedli prvi tak tabor, ki je povezan z naravo, torej poletni tabor. Pričakujemo, da bo taka manifestacija postala vsakoletna. Letos je to prva izvedba in se pa seveda veselimo že naslednjih srečanj in mislim, da bo skupina, ki se bo srečala na teh poletnih taborih, vedno večja. Tudi letos imamo že 2 gosti iz Hrvaške in nadejamo se, da bo tudi v prihodnje število gostov iz tujine še naraščalo.